Zakaj je pa gospod Musomeli zaprt v omaro? Kako zakaj? Za kazen vendar. Kako za kazen? Ja, ni bil priden, a ne? Slovenska vlada je sklenila, da bosta letos zaradi varčevanja organizirani samo 2 državni proslavi, in sicer proslava ob dnevu državnosti ter proslava ob dnevu samostojnosti in enotnosti. Ja, tako bo menda vse dotlej, dokler ne bo državni proračun uravnotežen. Težko pričakovani dan, ko se bo to zgodilo, bo zaradi svoje pomembnosti gotovo postal državni praznik. Ta praznik se bo imenoval Dan javnofinančne vzdržnosti. V spomin na izhod iz finančne krize ga bomo praznovali samo en dan, da nas ne bi spet kam zaneslo. Jedan dan, samo jedan dan, onaj pravi presudan čudan dan. Jedan dan, samo jedan dan, pa da bude sav život radostan. Jedan dan, samo jedan dan, onaj pravi presudan čudan dan. Ker po novem ne bo državne proslave ob dnevu upora proti okupatorju, je v glavnem odboru Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije zavladalo ogorčenje. Posledično je bila sprejeta odločitev, da proslava dneva upora proti okupatorju 27. aprila ostane, pa naj stane, kar stane. Parada. 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 Da pa bi vseeno pokazali svojo varčevalno vnemo, borci za proslavo tokrat ne bodo naročili novih priponk, temveč bodo uporabili kar tiste z besedico za iz kampanje za družinski zakonik. Zakaj pa tudi ne, ko pa so za in so povrhu vsega še čisto dobro ohranjene? Prihranek pa bi bil lahko še večji, če se bodo borci za organizacijo proslav in druge privilegije ogreli za idejo, ki jo je na socialnem omrežju Twitter neodgovorno lansirala neorevolucionarka Pavlina. Omenjena Pavlina je namreč prišla na idejo, da bi Zveza združenj borcev, glede na skupne vrednote, ki jo povezujejo z mavričnim gibanjem, lahko proslavo ob 27. aprilu združila s parado ponosa. No, ko smo že pri priponkah za družinski zakonik, ki je na referendumu sicer pogorel, povejmo še to, da je zdaj Slovencem vseeno malo žal, da zakonik vsaj v eni točki ni bil uveljavljen. Čim bolj se bliža proslava ob dnevu boja proti okupatorju, tem bolj namreč razmišljajo o tem, kako dobro bi bilo, ko bi vendarle stopil v veljavo člen, ki staršem prepoveduje nasilje nad otroki. Grozi nam namreč, da se bo na proslavi oče naroda in šef Zveze borcev Janez Stanovnik tudi tokrat znašal nad državljani, tako kot se je v Dražgošah. Iz te zemlje ne bodo nikdar napravili banana republike. Smrt fašizmu, svoboda narodu. Pravzaprav ni čudno, če narod ob takem vpitju od strahu lula v hlače. Mož matere županje mesta Ljubljane, Mije Janković, Zoran Janković, se sicer trudi krivdo za strah prevaliti na vlado Janeza Janše. Gre za strašenje državljanov, državljank in nekako se mi zdi, da lahko zdaj rečem na te prve ukrepe, da govorimo zdaj o strahovladi. Ampak, če se prav spomnim, je ameriški veleposlanik Jozef Musomeli mnenja, da Stanovnik sicer lahko govori, kar hoče, ker je Slovenija svobodna država, da pa old boy vendarle malo pretirava v spominih na junaške čase pred 70 leti. Ja. It is a free country. He can say what he wants. He was a hero 70 years ago. He's an old man now. We should stop getting distracted by his comments or my comments.
Ja, če bi bili v Ameriki, bi stanovniku otroke, se pravi narod, zaradi nasilništva že odvzeli. Kaj pa pri nas? Pri nas? Ja, pri nas bi pa stanovnik Musomelija za kazen najraje zaprl v omaro. Si je pa ameriški ambasador, smatajoč, da predstavlja svetovnega hegemona, vzel pravico, da sklicuje nekakšno fantomsko koalicijo.